En lep dober dan, Tanja Skaza z vami. V liveu vse se da, ne pač ob 20:20, zaradi tega, ker danes imamo v Piranu, v čudovitem Piranu, naslednji modul, postavitev družine. Danes bomo predvsem delali na očetu. V prvi akademiji delamo na mami, potem pa na očetu. In smo že kar v procesu, to se že proces kar dogaja. Resnično mogoče, zakaj bi želela, zakaj sem danes rekla, da bom to zbrala, pa bom tudi rekla. In sicer v tem obdobju moje rasti so mi pomagala določena orodja in vsa ta orodja sem jaz nekako vpletla noter v samo akademijo. Zaradi tega, ker vidim, da ni samo dovolj, da se samo smejimo, pomembno je biti lahkoten, srečen, uspešen, ampak tudi vedeti, ko si na kakšni preizkušnji, zakaj prihaja do te preizkušnje. Evo, zdaj mogoče, da podelim, kaj je zanimivo vedeti pri postavitvi. Niso še prišle, tako da zdaj jih čakam. So pa že v procesu, tako kot jaz, že kar cel dan, mi smo ene smo že od včeraj. Mi nosimo vzorce naših prednikov kar 7 generacij. Si vi predstavljate, ne samo od vaše prababice, ampak še od vaše prababice in detka. In zdaj za ene celo veste, kakšni so bili, za druge ne veste. Sploh ne veste, kaj se je z njimi dogajalo. Eni celo babic, detkov ne poznajo. Eni celo nimajo odnosov starši. In zdaj vse tisto, kar vi ne vidite pri njih, je to skrito tudi v vas. Zato je eno izmed postavitev družin, ki jo najprej delamo na mami, zato da v resnici spoznamo, katere vzorce nosimo od mame. In naprimer, jaz včasih hecam, tudi mami, kdaj rečem, ko sem slabe volje, da pridem k njej, da vidim, kaj me moti na njej, ker potem vem, da na tem je še potrebno delati. In značilno pri postavitvi družine je, da resnično lahko zacelite svoje rane, spoznate na čustveni ravni, kaj vam manjka, da ste bolj stabilna oseba, oziroma da se bolj odprete v srčku. Potem vam tudi pomaga zaceliti rane. Spoznate določene bolezni, ki slišim pri ljudeh, imam tako alergijo, na to sem alergičen, to ne jem, ono ne jem. To so vse neki vzroki in pa rečemo, imamo dedno, na to podedujemo. Ja, ampak te vzroke lahko čisto vse odpravimo. Ampak, če si želimo pogledati v resnici noter, kaj se z nami dogaja. In potem na drugi strani se nam pa dogaja, naprimer postavitev očeta, kar bomo delali mi danes. Seveda bomo najprej mamico malo odprle, pa še malo pogledali mamo in se potem še dotaknili očeta. Je pa to, da marsikdaj, če očeta ne razrešimo, ne moremo biti uspešni, ne čutimo svoje lastne vrednosti. In se spomnim pač s našo današnjo predavateljico, z Natašo, ko mi je rekla, enkrat sem rekla, jaz sem očeta že predelala. Moj oče, odkar je 2014 umrl, odkar je pokojni, se mi zdi, da mi je več dal kot pa prej. In mi je potem rekla enkrat, jaz mislim, da ga še nisi dobro predelala in se čisto iskreno povedano, sem že tako 2 dni malo v procesu, kako čutiš ta proces, čutiš, kaj se ti dogaja, čutiš, kaj spiš oziroma kaj sanjaš in se ti med sanjami pač zgodijo neki prizori, neke slike, ki jih podoživljaš in veš, da jih moraš tudi rešiti. Potem res toplo priporočam, jaz sem tudi tako, to, kar sem želela, to, kar sem videla, da je name dosti vplivalo, pa lejte, pa sem to že dala vse česa. Mi smo celo postavljali tudi v podjetju postavitev družine, potem smo sistemske postavitve postavljali v firmi, pa še danes vidim, koliko je potrebno, koliko sem še v procesu, koliko me še vrže v proces. Tako da ne samo to, pa potem pa še odhajam še za 2 dni še na obred. Tako da, kaj je cilj današnjega live, pa bo mogoče glih za to kratek. Kje so te moje dame? Ob 4 bi naj začeli, pa še kar ni. Veste, to je pa tudi pri ženskah.
ko si pol že drugo leto skupaj, pol se toliko malo zazmeniti. Tako da, to je vedno potem malo zamude. Mogoče rezime tega, no? Vse je lepo, zadnjič sem dala en post gor, o tem, kako je lepo iti na dopuste, pa to, no? Tudi jaz sem bila med njimi, tudi jaz sem tista, ki zelo rada potujem, zdaj več ne toliko kot včasih, ampak vedno se pa spomnim, da ko sem prišla domov, sem včasih bežala na dopuste, da se kao spočijem, da odložim neka bremena, da se naužijem svežega zraka, da se naužijem morja. In potem sem prišla domov v, kao rečejo, back to the real life, ne? Ocenjujem, da danes tega več nimam, glizar s tem namenom, ker vsaka preizkušnja, ki mi pride nasproti, jo znam prepoznati in vem, kje se zatikam. In naprimer, če mi pade, če začutim, da mi pade malo lastna vrednost, vem, da imam še en vzorec, ki ga je prav razreši z očetom. Če čutim, da sem še kje nestabilna, evo, Eva, hvala za globoke uvide, ja. Če čutim, da sem kje nestabilna, čustveno nestabilna, potem vem, da je povezano z mamo. In danes še en tak res topo na svet, vsem vam, čisto vsem vam. Prej, ko sprejmete mamo, prej boste sprejeli sebe. Res, prej, ko boste pa tudi razdelali z očetom, drage dame, mi smo hoteli biti očjeve ljubice in potem smo skozi iskali tisto pozornost, a smo jo dobile, ne vemo, ene ja, ene ne. Ampak fajn je tudi tu pogledati, kaj je skritega noter v nas. Tako da, kak bi bil zaključek, glede na to, da sem v procesu? Delajte na sebi, konstantno, samo to lahko rečem, delajte na sebi, to vas bo osrečilo. Ne bo vas osrečila, se vas osreči oblika. Evo, jaz sem tu danes, smo si vzeli s puncami prost dopoldne, sem šla malo do Portoroža, pa sem šla malo v shopping, ampak to je tako. Osreči te tisto, kar dobiš od znotraj, kar čuti se bolj izpopolnjenega, bolj mirnega, ne vem, polnega ljubezni, srečnega. In potem, ko veš, da boš to, kar imaš noter v sebi, tudi lahko podelil z drugimi. Evo, en čudovit dan vam želim, oziroma tudi večer, tako da danes se več ne bom javila, bom mogoče kako slikco naredila, ko bomo imeli to postavitev, da vidite, kako to zgleda, tako da tisti, kateri še niste bili, pojdite, tisti, ki pa želite biti, pa rastiti. Pač akademija je sestavni del tega, da greste skozi cel proces, da ni samo dovolj priti na postavitev družine, ampak najprej morate sprejeti sebe. Kao te sprejeli mamo, če še sebe ne sprejmete. Potem je potrebno malo odpuščati. Največkrat imamo ovire glih pri tem, ker ne znamo odpuščati, ker imamo zamere. Naj vam celo povem, to je tudi izredno dobro ogledalo, ki ga vidim, ki ga spremljam pri mojih strankah. Nekateri so skregani z mamami, sestrami, z brati, pa sploh ne vejo zakaj. Pa je to mogoče že 5 let, 10 let. Jaz sem res ponosna in hvaležna vesolju, ker imam res čudovito družino in sem res povezana z družino. Ampak a veste, koliko je teh vezi skriti, ki sploh do njih ne morete priditi. Tako da, izhajam iz tega, da je samo premalo delati etape, kaj pa predvsem predlagam, to pa res predlagam. Ko izberete nekoga, dajte delati z njim, ne hoditi pol sem tja. Že mene malo moti, že mene moti, ko nekdo malo hodi malo sem, malo tja, malo. Že danes, ko bomo mi delali postavitev družine očeta, pa to je dela za en mesec dela, odkriti, kaj si dobil, katere vzorce si dobil, kaj boš delal na teh vzorcih, kako jih boš rešil, ko pa se kar iz enega prestavljamo na drugo, kar naprej nekam šibamo, dejansko nič ne naredimo na sebi, je samo površinsko, ne upamo se spustiti v globino. Delo na sebi je res hard work, res vam prisežem, to je hard work, ampak obljubim vam pa, da ste pa vsak sleherni dan bolj srečni, bolj zadovoljni v svoji koži. Kako je toplo, tako lepo v Piranu. Tam me celo gleda ena moja.
Vsi iščejo neke instant recepte, kako bi najlažje prišli do nekih odgovorov. Ni jih, pa res jih ni. In pol občudujemo na drugi strani ljudi, ki znajo, ki premikajo gore, ki znajo vse narediti, ampak oni vse, kar so naredili, so delali na sebi, verjeli vase in si sledili. Tako da, čim bolj delate na sebi, spoznavajte se. Tiste, ki želite, imamo naslednjo akademijo že odprto, tako da prijave že zbiramo, tako da če bo vse po sreči, bomo že septembra začeli z naslednjo, pa ko mi čakam, da vse vas družim skupaj, da vidite, kako so povezane te ženske, kako funkcionirajo, kako se odpirajo. Ne, to je tisto. Nika, gor prid. Ja, gor prid. Moramo že začeti, punce. Sej bom zdaj končala. Je odprta tiste, ki pa vseeno, ja, pa še nekaj drugega. Potrebna je pa lahkotnost. Moje dame vedno govorijo, a je možno, da enkrat gremo na kak gin tonik vmes, da nimamo, a mi sploh ne smemo nič piti, ker so skozi na kakavo ali pa na brez alkohola in se nekaj danes po postavitvi družine, ker imamo jutro še en dan, danes gremo pa malo ven, danes pa imamo nobenega gin tonika pile, danes gremo se pa malo še zabavati. Tako da, en čudovit večer vam želim. Konec, rezime, delajte na sebi. Bolj, ko boste delali na sebi, bolj boste srečni. Če želite, se nam pridružite. Ostanite v srčku, čistite se, ne kritizirajte, sprejmite vse. Še to. Mi je zadnjič rekla, včeraj mi je rekla ena izmed mojih ambasadork, kak bi jaz rekla pred 3 leti, smo gledali eno žensko, pa je bila čudovita, in reče, kak bi jaz gledala pred 3 leti na to žensko, bi rekla, wow, kaj to počne, danes jo občudujem in vidim vso njeno lepoto, kaj to pomeni, da tudi vidi svojo. Evo, zdaj pa že prihajajo, tako da en čudovit večer in se vidimo kmalu.